Skratka, razstava Frola Park Uroša Weinbergerja je na nek način presek zdaj novejšega ustvarjanja, slikarskega večinoma ustvarjanja, slike na razstavi tu v Galeriji Bažato tam datirajo nekje do leta 2020, pa seveda do čistega aktualnega trenutka. Je pa seveda pri vsem tem zanimivo, da se je pravzaprav na tej razstavi mogoče celo prvič pojavila tudi nabirka skic, ki jih je Uroš Weinberger v svojem procesu slikarskem naredil v neki predpripravi. Mogoče ravno zaradi tega ta razstava ponuja en tak dober uvid, vpogled v to, kako nastajajo te slike, ker namreč verjetno vsak obiskovalec, če se malo bolj podrobno pogleda, malo poglobi v ta dela, bo videl, da so po vsej verjetnosti slike narejene nekako po fotografijah, oziroma da so te slike neke vrste palimpsesti, podob, ki jih avtor najde v različnih virih. Verjetno so to največ množični mediji, predstavljam si, da glede na duh časa, da so to recimo neke spletne podobe, ki jih v bistvu sestavlja in potem preslikuje. Tu se mi zdi recimo ta razstava pač tako na nek način iskrena. Namreč mogoče že kako leto nazaj, ko sva se z Urošem Weinbergerjem dobila na neki taki podaljšani pijači v bližini njegovega ateljeja na Metelkovi in smo se pač tako v bistvu pogovarjala o temah, ki jih obravnava, o načinu dela, se je zgodilo to, da me je preprosto zanimalo, kako pravzaprav on pride pač do te končne slike, do tega končnega izdelka in seveda on mi je takrat razložil, da gre za en proces sestavljanja digitalnih kolažev, v katere pač umešča razne zadeve, kot nek princip kolažiranja, nato pa jih v bistvu preslikuje. In v tej seveda prenosu iz digitalnega medija v sliko se marsikaj zgodi. Zgodi se neka dodatna stilizacija, zgodi se verjetno neka dodatna saturacija barv in še marsikaj drugega. Skratka, danes je vedno zanimivo gledati ta presek, recimo tega čisto tehnicističnega, mehanskega ustvarjanja podob, ki ga lahko opravimo z nekimi sodobnimi orodji tehnološkimi in tega recimo ročnega dela, pravzaprav slikarskega. Vsekakor je jasno, da v smislu natančnosti, da je mašina boljša, boljše rezultate, bolj natančne, bolj pravilne bomo dosegli z mašino. Na drugi strani pa pravzaprav danes živimo v času, ko moramo začenjati ceniti pravzaprav tudi to neko napako, ki se zgodi v ročnem delu in mislim, da slikarstvo v sodobnem času ima ravno to moč, da v bistvu pokaže tudi te neke nedoslednosti ali pa nepravilnosti, ki jih ljudje za razliko od mašine ne moremo narediti. In v bistvu njegove podobe pravzaprav seveda še v drugačni luči zaživijo, potem, ko so nekako prenešene na platno. Drugo, kar smo se pogovarjali, pa kar je bil mogoče še bolj, vsaj meni, zanimiv del pogovora, je pa seveda ta neka tema, ki jo obravnava. Uroš Weinberger seveda zelo hitro se opazi, da mogoče zaradi barvne skale, seveda tudi zaradi motivike, kompozicije, načina dela, da njegove slike lahko izpadejo zelo nekako psihadelično. Oziroma na nek način je zanimivo, ko sem kazal pravzaprav te slike njegove moji ženi, me je vprašala, da je to umetnik iz 60-ih, ker je pač to ta estetika. Ampak v bistvu, kaj je on upodablja, ni se veliko zmotila, ker pravzaprav Uroš Weinberger seveda uporablja
to neko estetiko, ki je bila prisotna že v 60-ih pa v 70-ih letih, vendar je imela drugačen kontekst. Ljudje so v 60-ih pa v 70-ih letih še vedno verjeli, da bo prihodnost svetla, da bo verjetno v prihodnosti boljše, kot je danes. Seveda danes, v začetku 21. stoletja, ko pa dejansko živimo to prihodnost, ki so si jo lahko ljudje v 60-ih pa v 70-ih letih zgolj predstavljali, pa v bistvu ta vizija v prihodnosti ni več tako pozitivna. In to se mi zdi tudi ključno. To nekako loči pravzaprav njegova dela od tega nekega utopizma druge polovice 20. stoletja in recimo od te bolj negativne vizije prihodnosti danes. V 60-ih letih se ljudje niso spraševali o okoljskih problemih, niso se spraševali o nekih političnih pretresih, ker je bila izkušnja in bližina konca druge svetovne vojne še vedno tako blizu, da je pravzaprav bila politika mogoče malo manj agresivna. Poleg tega je sigurno ta neka, družbena pa ekonomska egalitarnost bila vsaj v zahodnem svetu, pa tudi v tem socialističnem vzhodnem svetu, na nek način zagotovljena. Danes v bistvu pa živimo v nekem trenutku, kjer pravzaprav vsi ljudje pričakujemo, da se nekaj mora spremeniti, nekaj se mora zgoditi, ker pot, v katero nas družba, ekonomija vodi, je precej črnogleda, precej temna. Njegova dela v bistvu se nekako živijo ravno v tem nekem medprostoru. Namreč motivi Uroša Weinbergerja so, recimo, lahko temu rečemo futuristični. Jaz sem si v bistvu najbolj, nekako mi v tem ikonografskem smislu na pamet vedno pade ta motiv kupole, te steklene kupole, ki je spet neka invencija 20. stoletja, pa seveda ta motiv človeka v skafandru, recimo motiv človeka raziskovalca vesolja, kozmonavta, ki v bistvu nekako personalizira to moč znanosti in tehnologije v raziskovanju in seveda raziskovanju, kar se je takrat spet v 20. stoletju enačilo z nekim boljšim življenjem v prihodnosti. Zdaj seveda, ko postavimo njegove slike, Weinbergerjeve slike v kontekst časa, pa dobijo mogoče en tak mal bolj temačen podton. Seveda ta obljuba velike prihodnosti, tega futurizma, ki bo v bistvu ljudem prinesel boljše življenje v boljšem svetu, se očitno ni zgodila. Ampak pravzaprav družba pa še vedno gleda stran od socialnih, od ekonomskih in od okoljskih problemov. To je zdaj ta neka diskrepanca, ki se pravzaprav odvija v njegovem delu. Mislim pa, da tudi njega samega zanimajo, kot se je on sam izrazil, neke možnosti avtonomnega življenja. Skratka, pač ta neka ideja, da tudi če bo tu šlo vse po zlu, bomo lahko pravzaprav z našim znanjem, z znanostjo, s tehnologijo pravzaprav ustvarili neka samostojna okolja, kjer ne bomo odvisni od nikogar. To so pač zdaj spet te neke ideje, recimo iz 20. stoletja, znanstvene fantastike, raznih vesoljskih plovil, kamor se ljudje umaknejo, potujejo po vesolju, proizvedejo vse, kar rabijo v teh plovilih ali pa v teh nekih arhitekturah in tako naprej. Jaz sem recimo v tem spremnem tekstu za to razstavo izpostavil fenomen, ki se imenuje Biosphere. To je pač bila projekt zanesenjakov, pravzaprav zanesenjakov, ki so že tam v 60-ih, 70-ih letih verjeli v to neko tehnološko utopijo, ki so jo pa poskušali udejanjiti v 90-ih letih, s tem, da so ustvarili to biosfero 2, če sem natančen, ki naj bi bilo v bistvu popolnoma avtonomno
območje, skratka steklena kupola, v kateri so ljudje, ki so 8 ljudi, ki je tam živelo, proizvajalo in kisik, in hrano in imeli so svoje vodne vire. Eksperiment je bil pa namenjen temu, da bi videli, a je to možno, ne? Zdaj, ideja je verjetno, da kaj se zgodi, ne, če spet smo priča neki ekološki kataklizmi ali pa neki v bistvu industrijski nesreči, ki bi v bistvu zelo vplivala na celoten ekosistem in svet okrog nas, se lahko zapremo v neke avtonomne enote in preživimo, ne. Zdaj, Biosfera 2 se je v prvem poskusu izkazala, da ne, da je šlo nekaj po zlu, pa še mislim, da niso nikoli ugotovili, kaj zares, ne, ampak v bistvu je v tej arhitekturi začeli primanjkovati kisika. Ko so v drugem poskusu, so jih pa itak ukinili zaradi, bom rekel, ekonomskih razlogov, ker se zadeva ni splačala. Tako da se mi zdi tudi to eno tako zanimivo sporočilo, ne, da v bistvu vse te tehnoutopije, ne, ki smo jim bili priča, ne, skozi 20. stoletje, ki so predvidevale, da bi človek lahko vzpostavil neka okolja, ne, kjer bi avtonomno živel, deloval, ne, brez zunanjih dejavnikov, da se verjetno še ne bojo zgodile, ne, da smo pravzaprav, kakorkoli obrnemo, ne, dejansko odvisni še vedno, ne, od te velike monumentalne narave, ki nas obdaja in ki je v bistvu blazno nepredvidljiva, ki jo ne razumemo čisto zares, ne razumemo še vedno, kljub vsem meritvam, kljub vsej tehnologiji, še vedno ne razumemo povsem tega okolja, ne, ki nas obdaja, ne. Tako da to je pa verjetno spet ta še ne dodaten vidik, ne, pravzaprav del Uroša Weinbergerja, ne, ta barvitost, ne, pri kateri sem že bil na začetku, barvitost, ki lahko po eni strani pravzaprav kaže na nek znak za alarm, ne, rdeča barva, rumena barva, žareča barva. Lahko to gledamo iz večjih perspektiv, ne, lahko je to interpretiramo kot pregrevanje, lahko to interpretiramo kot znak za alarm ali pa karkoli drugega, ampak vsaj meni v tem kontekstu sem si to nekako vedno razlagal na ta način, ne. Je pa seveda, ne, tako kot marsikera umetniška praksa, tudi praksa Uroša Weinbergerja spet zelo odprta, ne, tem nekim kontekstualizacijam, tako da ljudje verjetno razumejo te podobe na zelo različne načine, ne. Čisto odvisno od svojih svetovnih nazorov, prepričanj in podobno. Ampak nekako pa človeka peljejo, no, peljejo v nek razmislek. In seveda, kot vsaka umetnost, ne, tudi te slike, čeprav nam mogoče na prvi pogled delujejo lahko v nekem segmentu preproste, kolažirane, ne, nekako izvlečki podob, ne, iz te kakofonije današnjega vizualne kulture, vsakdanjega tega javnega prostora, v bistvu vseeno zahtevajo nek tudi malo globlji premislek, ne. Slikarstvo vedno predstavlja, tako kot fotografija, ne, vedno predstavlja figure iz tridimenzionalnega v dvodimenzionalno, ne, vedno jih splošči. Tako da je, ne, če se človek, oziroma v tem primeru slikar, ne, blazno ne trudi, da bi z nekim perspektivnim trikom pravzaprav vzpostavil neko globino, bojo te zadeve vedno ostale površinske, ne, ampak se mi zdi, da je to, bi si upal trditi skoraj da malo namensko, ne, ker gre za tudi princip kolažiranja, ne. Kolaži so vedno narejeni tako, da je v bistvu precej jasno, ne, da gre za neko manipulacijo, ne, in tudi tu v teh slikah je jasno, da ne gre samo izključno za neko upodabljajočo umetnost, ne, da on ne kaže nekih dejanskih dogodkov, ampak v bistvu nam kaže neke vrste metafore, ne, ki jih pravzaprav on sam, ne, recimo, zapakira v neko enoto, ne, in tu je v bistvu ta svoboda, ne, ki jo spet slikarstvo še vedno poseduje, ne, za razliko na drugi strani od recimo fotografije, ne, ali pa kjer pravzaprav se da posneti to, kar je, da se je tudi manipulirati, ampak recimo, da slikarstvo, risba, tudi kolaž daje pa še večje možnosti, pravzaprav te neke popolne fikcije, ne. In mislim, da je seveda v teh podobah je ogromno fikcije, ne, v teh slikah je ogromno fikcije,
ogromno fantazije, njegove lastne, verjetno tudi fantazme, ampak vsa ta fantazija vedno izvira iz nekega realnega stanja, ne. Zelo, zelo redko pade iz neba, ne. Tako da, mislim, dejansko, ja, vsaka fikcija pravzaprav bazira na nečem, s čemer se lahko poistovetimo, ne. In mislim, da so tudi te slike takšne, ne, da bi lahko, ja, marsikdo se lahko začne istovetiti z njimi oziroma premišljevati, ne, o v bistvu tem preprostem vprašanju, ne, kje smo, kam gremo, kaj bo, ne.